Za mlade so veliko bolj pomembni influencerji, se pravi vplivneži kot viri informacij, ne, kot pa recimo, ne vem, en tradicionalni medij. Pozdravljeni, drage gledalke in dragi poslušalci, ki nas spremljate na različnih kanalih. Smo v novi epizodi podcasta Znam preveriti ali s imenom Ne ga lomiti na Facebooku. Z nami danes je dr. Sonja Merljak-Zdovc, bolj poznana kot pisateljica, novinarka, urednica časopisa, predvsem jo poznajo mlajši bralci. Sonja, lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Za začetek, mogoče za tiste, ki res ne vedo, ampak jaz vem, da v glavnem vedo, ker se z ljudmi pogovarjam in vedo, kaj je časopis, ampak vseeno mogoče par besed o samem časopisu. Časopis je spletni časopis za otroke, ki je nastal, ko sem bila še novinarka pri časopisu Delo. Ideja se je porodila, ker sem bila zadolžena za spremljanje obiskovalcev v uredništvu. Veliko je bilo seveda med njimi otrok in ko sem jih vprašala, ali poznajo Delo, ali vejo, kaj so časopisi, je ponovadi zelo malo rok šlo v zrak in večinoma so rekli, da imajo dedki in babice Slovenske novice, ne. In tako sem jaz začela ugotavljati, da smo nekako izgubili časopisni novinarji, ne, eno generacijo bralcev. Jaz sebe še zmeraj štejem predvsem za novinarko in to časopisno novinarko. Tudi časopis rečemo, da je časopis za otroke, kar pomeni, da ima uredniško oblikovane vsebine. Oziroma celo rečemo spletni časopis za otroke, ker je predvsem na spletu, mislim, ne predvsem, samo na spletu je, ker so otroci na spletu in jaz, ko sem bila še na Delu tudi urednica za internet, recimo sem ves čas poudarjala, da moramo biti novinarji, mediji s svojimi vsebinami tam, kjer so naši bralci, ne pa pričakovati naših bralcev, da bojo nam sledili, kamor mi želimo, da gredo, ne. Skratka, izkazalo se je, da pač te generacije ni več, da otroci nimajo kje videti, kaj je to časopis, kot recimo jaz, ko sem pri očetu videla, ne, moj oče je pač bral Delo in jaz sem pač to videla, ne, zdaj pa otroci vidijo mene na tablici ali na telefonu in ne vejo, ali igram igrico, ali mogoče berem časopis ali gledam film, ne. Pol pa hkrati se je zgodilo še to, da je prišlo do tega terorističnega napada v Parizu na tednik Charlie Hebdo in to je bil nekako tak trigger, da sem jaz razmišljala, oziroma ob tem se je pojavil en članek v časopisu za otroke v Franciji, kaj se je zgodilo, no, in to je bil tisti trigger, ko sem jaz razmišljala, da mi ničesa takega v Sloveniji nimamo. Imamo sicer oddajo televizijsko poročila za otroke, ampak to je tednik, ne, imamo revijo za otroke, ampak je mesečnik, ne. Se pravi, če se nekaj dnevnega zgodi, tega pa nimamo, ne. In tako se je porodila ideja, da pač otroci je fajn, da imajo kvalitetne informacije v jeziku, ki ga razumejo in da jih te informacije ne prestrašijo. Tako se je potem porodil časopis konec aprila leta 2015. No, če se vrneva še pred tvojo delo na večeru na Delu, potem sam študirala si v tujini. Kdaj ti je bila tista odločitev, grem novinarsko pot, bom pisala, bom pisateljica, novinarka, urednica? Ja, to se je v bistvu že v srednji šoli zgodilo, no. Jaz sem konec drugega letnika šla na Primorske novice, ker sem iz Kopra. Takrat so moji sošolci vsi poleti nekaj delali, pa sem jaz rekla, kaj pa če bi jaz na Primorskih novicah kaj delala. Sicer najprej sem prišla z eno idejo neke raziskovalne naloge o Movražu, to je na vas v zaledju Slovenske Istre. Sem jim ponudila in pa so rekli, da to njih res ne zanima, ne? Da pa če bi slučajno hotela kaj pisati, pa lahko kaj pišem poleti, ko so dopusti, ne? In tako se je vse skupaj začelo. Imela sem krasne mentorje, odgovorni urednik je bil Džepel, moja mentorica je bila Barbara Verdnik, žal zdaj že pokojna novinarka, direktor Primorskih novic, takrat je bil pa Mef, Dragomislav Mef, ne. Tudi ekipa je bila izvrstna, sprejeli so mlado, nadobudno, neizkušeno novinarko v svoje vrste. In tako se je začelo, no. Mislim, pokrivala sem gospodarstvo, blagovne rezerve, to je bil še čas Jugoslavije, nisem sicer imela pojma nečemer, ampak Barbara je bila tako prijazna, da si vzela veliko časa in te prve novinarske izkušnje sem pridobivala z njeno pomočjo. No, kako pa potem po srednji šoli sam študij, pa to študirala si v tujini in bila si v Ameriki? Ja, ampak to je bilo kasneje. Jaz sem pošla študirati angleščino in novinarstvo, zato ker so mi na Primorskih odsvetovali samostojen študij novinarstva. To so bile pol stani, da bom jaz dopisnik iz Amerike, ne. Dopisnice iz Amerike nikoli nisem postala, sem pa res slabo leto preživela v Missouriju, to je sredi Združenih držav Amerike, kot Fulbrightova štipendistka, kjer sem pač pisala doktorat svoj in obiskovala predavanja. Tam sem spoznala tudi drugo svojo čudovito mentorico, vmes je bil moj mentor še Željko Kozinc, legendarni pisec, reportaž in urednik na Delu.
V Ameriki sem pa spoznala Jackie Banašinski, tudi eno prvih Pulitzerjevih nagrajenk za reportažo. In tam sem se naučila predvsem teh veščin storytellinga, ne, se pravi, kako pisati novinarske prispevke, da se te dotaknejo kot bralca, ampak ne na senzacionalističen način, ampak na tak, da se te res dotakne, da se te premaknejo te zgodbe, ne, da hočeš nekaj spremeniti svet na bolje. Ja, zanimivo. Potem, da si se lotevala pač pisanje. Pisanje nekako Perot je življenjsko delo, bi lahko rekla. Kdaj si pa začutila to, da je dobro biti tudi pisateljica? Ne vem, njeni tujci potem govorijo o 11. septembru, Dekle kot Tisa govori o Balkanu in tako naprej. Eno knjigo imam celo v roki, Pričevalci delovnega časa. Kako ti je to vse uspevalo ob študiju, potem ob novinarskem delu in potem ob sami karieri? Ja, moja dva romana, se pravi Dekle kot Tisa in njeni tujci, sta v bistvu bila čisto tako, ker sem jaz to pisala zase, za svojo dušo, da predelam izkušnje, ki sem jih imela. No. To sta tudi edina dva romana, ne, Pričevalci delovega časa, pa nekaj drugih strokovnih knjig so pa strokovne knjige. Recimo Pričevalci delovega časa so nastali zato, ker sem si želela narediti antologijo slovenske reportaže. Jaz sem namreč v Ameriki študirala reportaže oziroma novi žurnalizem Toma Wolfa, no, in ameriški novinarji so imeli pač te svoje antologije in meni se je zdelo, da bi bilo zelo dobro, da bi na nek način omaž tudi slovenskim vrhunskim reporterjem naredili, tako je nastala ta knjiga. Dekle kot Tisa pa njeni tujci so bile pa res kot nek odraz nečesa, traumatičnih izkušenj pravzaprav, ki sem jih jaz doživljala. Dekle kot Tisa govorijo o času vojne na območju nekdanje Jugoslavije, mladih ljudeh, ki so se rodili v različnih republikah in to je zelo zaznamovalo njihovo življenjsko usodo. Ne. Njeni tujci pa v bistvu na nek način predeluje zgodbo mojega leta v Ameriki, ki se je začela en teden pred 11. septembrom. Ne. Tako da je bilo to malo drugačno leto. K pisanju me pa spodbudil ravno Željko Kozinski, ki je tudi eden od reporterjev v tej knjigi, ne, on je tudi pisatelj, ne samo novinar, in je nekako pač rekel, da naj probam vse to, kar sem mu pripovedovala, spravim tudi na papir. Vseeno si že dejala prej, da nekako začetek časorisa je pač bilo dogajanje v Franciji takrat, ne, samo vseeno ti kot novinarka iz največjega dnevnika, najbolj resnega časopisa v bivši Jugoslaviji, pa tudi če potem po osamosvojitvi Slovenije delo, si prišla, zdaj se pa več ne bom s tem ukvarjala, bom pa delala za otroke. Ja, zato me zelo vedno preseneti, ko mi nekdo reče, da časoris poznajo. Ne? Sem vesela te informacije. Pa ga res. Ja, super, zelo sem vesela. Namreč časoris ni imel nikoli denarja za marketing, tako da se je ta njegov renome razvijal od ust do ust, bi se reklo. Ne? Ampak bili so časi, ko sem rekla Sonja Merljak delo in so vsi vedeli, kdo sem. Ne? Potem sem začela Sonja Merljak zdaj časoris, ok, kaj je to? Ne? Tako da je še dobro, da zdaj časoris po 10 letih postaja prepoznavna blagovna znamka, ki zagotavlja kakovostne vsebine za otroke. Ne? In, to je bilo v bistvu moja želja. Jaz sem sicer tudi takrat imela sama majhne otroke, 2., 3. razred, 5. razred osnovne šole. Tako da, oziroma mislim, da so bili še celo mlajši, to je bilo takrat, ko sem odšla z dela, ko so me odpustili, se pravi, ko sem časoris začela 2 leti prej, so bili pa še celo še vrtec, pa 2. razred, pa kaj že pol, ne, 1. razred, pa 3. razred osnovne šole, ja. Tako da so bili ravno moja ciljna skupina, ne, in vedno se mi je zdelo pomembno, da jim povemo, kaj se dogaja, ne da bi jih bilo strah. Ker starši imamo nekako ta občutek, da želimo zaščititi otroke, ne želimo povedati, kaj vse se dogaja, ne? Ampak jaz sem takrat sama ugotavljala, da oni vse izvedo. Ne? Če jim jaz ne povem, jim bojo pa sošolčki na igrišču povedali. Ne? In se mi je zdelo ful pomembno, da res ponudimo otrokom vsebine, ki jih niso preveč, ne? Se pravi, zato objavljamo mi en prispevek na dan samo. Pa da jih razumejo. Ne? Pa da so napisane tako, da jih oni razumejo in da jih ne prestrašijo. Ne? In tudi zato se takoj pojavlja tudi ta rubrika ob samem začetku, kako govoriti o. Ne? Se pravi, da damo napotke tudi staršem, da ko otroci preberejo neko novico, ki je mogoče taka, da jih lahko prestraši, da dobijo starši neko orodje, kako ne se o tej novici pogovarjajo z otroki. Ne? Ampak vseeno zaštartali ste potem ta časoris, se pravi, 10 let je prepoznavna zadeva. Kako ti dojemaš to medijsko pismenost pri mladih? Dejansko, kaj je bolj pomembno? Vzgajati samo otroke ali bi danes bilo potrebno vzgajati tudi starše?
Mislim, absolutno je bilo potrebno starše, ampak jaz sem izhajala iz te ideje, tako kot za ekologijo, no, za reciklažo. Šla sem v osnovne šole, ker vsi otroci so v osnovni šoli in to je zaključena ciljna skupina. Ne. Staršev je zelo težko dobiti, ne, starše. Vsi otroci pa so v osnovni šoli. Ne. In ideja je bila, da v bistvu naučimo otroke, ker kot rečeno, ena generacija odraslih je izgubljena, ti otroci imajo starše, ki ne spremljajo medijev kakovostnih, ampak rečejo, vse dobim na internetu, pa še zastonj, zakaj bi jaz pol kupoval časopis. Ne? Jaz sem želela, da tako kot so otroci se naučili v šoli reciklirati, ne? Da bojo pač svoje otroke, svoje starše naučili, da je treba spremljati kakovostne, zanesljive, verodostojne informacije. Ne? Se pravi, ne kar nekaj, kar prebereš, kar ne moreš vedeti, a je res ali ni res. Ne? In vse lahko mi rečemo, da nas nič ne zanima, ne? Ampak tu in tam pa nas more kaj zanimati. Recimo, ne vem, si izmišljujem primer, zdaj bojo šli vsi zdravstveni domovi v Sloveniji na zvem, ne? V časopisu je lepo pisalo, da pač se bo to zgodilo, zdaj tisti, ki ni prebral, si gre urejati nove portale brez veze, zakaj bi to počel, odvečno delo, ne? Se pravi, če spremljamo neke kakovostne vsebine, ki jim lahko zaupamo, ne? Potem smo informirani in to vpliva tudi na naše življenje. Ne? In meni se je zdelo zelo pomembno, da se ta navada znova privzgoji naslednji generaciji v nekem upanju, da bojo to tudi svojim staršem predali. Ja, tako pomembne informacije, kot si omenila, zvem, ampak nasplošno, ne, tudi politika in vse te stvari, tudi politika nam kroji usodo in mene velikokrat tudi zmoti, ko mladi rečejo, politika me sploh ne zanima. Saj ne pomeni, da te politika zanima, da vsak dan spremljaš dnevnik pa poslušaš te nebuloze, ampak vseeno je pa dobro poznati politični sistem, poznati funkcioniranje države, poznati funkcioniranje lokalne skupnosti in tu se mi zdi, vse moj občutek je taki, da mladih to toliko ne zanima. Ne? In verjetno je tudi to potrebno jim nekako privzgojiti, da dobimo v demokraciji, rabimo aktivne državljane. Absolutno, ne. In moramo imeti informirane aktivne državljane, ne pa dezinformirane. Ne? Vse to, kar mi delamo v časorisu, je ravno temu namenjeno. Ne? Jaz se tudi soočam s tem, da mladi rečejo, da jih politika ne zanima, ne? Ampak potem pač mi veliko delamo po šolah, no? Večinoma skozi neke projektne aktivnosti, recimo ravno zdaj se je zaključil velik projekt Yoko John, Youth Community Journalism Initiative, to je bil evropski projekt, pa zdaj izvajamo recimo EduSkills projekt v vrtcih, pa DigiDR, slovenski projekt digitalni državljan, oziroma jaz rečem DigiDoktor, se pravi doktor znanosti ali pa doktor kot zdravnik, ne? Za digitalne državljane, ne? In takrat pač poudarjamo, da ko se pogovarjamo z otroki in mladimi, moramo poiskati teme, ki so njim blizu. Recimo, ne vem, zakaj v naši šoli ne zvoni šolski zvonec, v drugi šoli pa ja, to njih zanima. Ampak to je tudi politika, ne? Ali pa recimo meni je blazno ljub primer je, ko se veliko pogovarjamo o podnebnih spremembah in to je tako nekaj neutipljivega, ampak če pa ugotoviš, da v tvojem kraju smučišče zginja in v tvojem kraju, ker si ruralna šola nekje res Bogu za hrbtom, ne? To je edino stičišče družbe, ki jo imajo otroci, to ni tako kot v Ljubljani ali po kakšnih drugih velikih mestih, kaj ne vem, tok in tok kafičev, tok in tok placov za druženje, tam je pa pač tisto smučišče in hkrati je to smučišče vir njihovega ponosa, ker to imajo pa samo oni in drugi tega nimajo in to zginja zaradi podnebnih sprememb, potem pogotoviš, da podnebne spremembe vplivajo na tvoje življenje in da mogoče treba nekaj storiti za to, da se to ne bi dogajalo. Ne? To pomaga pri ozaveščanju recimo in to je tudi spet politika v končni fazi. Ne? Vse se nekako začne in konča pri politiki, tudi potem so financiranje, učni programi, konec koncev tudi učne programe politika na nek način ministrstvo potrdi. Tako. Ampak kako v zadnjem času ali v zadnjih letih se srečujemo z veliko teh dezinformacij, lažnih novic. Ne? Jaz se letos kar bojim Slovenije, pred nami so dvojne volitve, ne? In tega zavajanja, nekaterim smo že priča, dejansko bo vedno več. Ne? Kako se učinkovito boriti proti tem dezinformacijam, na splošno lažnim informacijam, ne? In kako tudi mladim privzgojiti to medijsko pismenost, da ne bodo nasedali vsem objavam na TikToku in ostalih družbenih omrežjih. Ja, zdaj tukaj moram jaz malo vseeno opozoriti, da Slovenija rahlo zaostaja za Evropsko unijo pri zavedanju tega problema. Ne? Sicer smo imeli neke majhne razpiske za krepitev medijske pismenosti, ne vem, že tam okrog 2016, 2017, 2018, pa je bilo eno obdobje, ko tega nismo posvečali pozornosti, zdaj se tudi država Slovenija vse bolj zaveda problema, predvsem zaradi tega, ker vplivajo dezinformacije na politike, ne? In zdaj so ugotovili, to se mene tiče, prej se me to ni tikalo, ne?
Je pa res, sicer včeraj sem ravno slišala, da obstaja ena raziskava, sicer ena mičkina raziskava na globalni ravni, zdaj pač Američani so nam pravili, ker pač Pointerov inštitut z Floride ima med drugim eno zvezo Global Media Literacy Network, ne, in smo imeli eno srečanje in so povedali, da pač ta raziskava pokazala, da v boju z dezinformacijo, ki jih širi umetna inteligenca, dejansko trenutno kaže, da bolj učinkovito je debunking, se pravi, da ko dobiš informacijo, da pač poveš, da jo vržeš, ne, kot pre-bunking, se pravi, da se na nek način cepiš proti dezinformacijam. Naša izkušnja je, da mi smo že dolgo, vsaj že 2-3 leta ne govorimo o tem, kako prepoznavati fake news, ne, lažne novice. Mi sicer uporabljamo izraz lažne novice, čeprav strokovno ni pravilen dezinformacija, ampak zato, ker ko se pogovarjamo z otroki, oni bo vedeli, o čem smo pogovarjali, če rečem lažne novice, če pa rečem dezinformacija ali pa boh ne de medijska pismenost, ne. Ok, kaj je to, ne, zakaj bomo imeli to delavnico, ne. Skratka, ideja je, da mi učimo, kako prepoznati verodostojne vire informacij. Ne kako prepoznati lažne novice. Recimo, mi smo že 1 leto nazaj nehali s tem, da če gledaš neko sliko, ki ustvari umetna inteligenca, gledaj, ne vem, a so ušesne mečice prave, a so zobje pravilni, a so kje pročali, kje pozna, koliko prstov ima roka. Zato, ker umetna inteligenca se tako hitro uči in tako dobro se uči, da je to, za moje pojme, je to brez veze. Sicer eni še zmeraj pravijo, da je to dobro. Ja, zdaj se gibe še ponavlja, ne, mislim. Ja, ne, eni pač zmeraj delajo teste, kako prepoznati, da se uči skozi razne kvize, ne, ampak meni se zdi to osebno brez veze, ker tudi če se zdaj naučimo, čez 5 mesecev ne bo več. Ne? In tudi jaz recimo zdaj, ko gledam svoje feede na družbenih omrežjih, jaz v resnici več ne vem, kaj je res in kaj ni res. Še posebej, ker imam polno enih objav od nekih ljudi, ki ne vem, kdo so. Ne? In zato v bistvu jaz samo še spremljam, če je to vir, ki mu zaupam. Ne? A je to medij, recimo, ne vem, tuji medij, ki mu zaupam, domač medij, ki mu zaupam. Ne? In če je tam nek video, ki je mogoče hecen, nenavaden, zanimiv, je večja verjetnost, da bom to pogledala, ker bom izhajala iz tega, da njim zaupam. Ne? Če pa to kar nekdo, ki ga ne poznam, objavil, pa so lahko zelo cute videi, ne vem, kako so živali podobne, matere živalske podobne človeškim materam, ko se razburjajo z otrok. To je vse luštno in zabavno, ampak to je AI slop, se temu reče. Ne? Se pravi, nekaj, kar ti odvrača pozornost od vsega drugega. In na enak način se lahko sproducira vse na politiko, na gospodarstvo, na družbo. Ne? In v bistvu jaz pač res mislim, da če želimo kot družba v prihodnje preživeti in zagotoviti svet za naše otroke čez 50 let tak, da se ne bomo med sabo pobili, potem se moramo začeti zavedati, da obstajajo mediji, ki so verodostojni in jih tudi plačati. Zato, ker v svetu se to zelo pokaže, ne, da pač medij je tudi biznis, ne, v končni fazi, tako kot recimo pekarna, ne, in če ne kupujejo tvojega izdelka, boš to pekarno oziroma ta medij zaprl. Ne, in potem prihaja do območij, kjer ni več verodostojnih informacij in kjer lahko kdorkoli počne, kar želi, ker jih noben ne nadzira. Pa pri tem jaz ne poudarjam samo, ta vloga je zelo pomembna in vsi jo poudarjajo, jaz pa ne poudarjam samo te vloge medijev, jaz poudarjam tudi to vlogo, da res damo glas tudi tistim, ki glasu sicer ne bi imeli, ne, v našem primeru konkretno otrokom. Ne. Se pravi, ni samo nadzorna vloga, ta fourth estate ali pa 7. sila, kot jo rečemo, ne, pomembno je tudi to, da slišimo vse te zgodbe, da otroci lahko izrazijo svojo stisko. Recimo v končni fazi na eni šoli jih moti, da pač oni morajo imeti šolske copate, na drugi šoli jim ni treba imeti in to je njihov problem. Zakaj ne bi o tem govorili? Ne, oni se s tem ukvarjajo, tako se oni učijo politike, se pravi, da ne vem, naredijo anketo, da potem naredijo glasovanje, da potem naredijo peticijo, da stopijo do ravnatelja, da imajo dialog v šolskem parlamentu in tako naprej. Tako se učijo aktivnega državljanstva. Meni se tudi zdi, da je sam ta izraz, zelo lepo si rekla, lažne novice, ker otroci to prepoznavajo, ne? Ampak tudi zdaj, če pogledamo na splošno otroke, pa tudi starejše, ne? Ko gledamo te Facebook objave in vse to, in se mi zdi, sam izraz medijske pismenosti res ne izraža tega, čemu je to namenjeno. Dejansko jaz mislim, da so ti v osnovi ti pristopi napačni, ne? Ker trebalo že sam ta medijska pismenost, ne, potem ste nekomu starejšemu rečeš, ok, kaj veš ti o medijski pismenosti, ne, ti bo takoj povedal, vse pa jaz znam pisati, sem pismen, ne, ampak ni poanta tega, ne, ravno tu se mi zdi, da bi nekako mogli najti vzvode, da bi se približali ne samo otrokom, tudi na splošno celotni generaciji, celotni populaciji. Mislim, to je podobno kot digitalno državljanstvo, ko vsak mora razmišljati, kaj je že digitalno državljanstvo. Ja, to je državljanstvo na internetu, ampak v bistvu je to državljanstvo, ne? To je to, da sem jaz državljan in da znam biti državljan v resničnem življenju ali pa na spletu, se pravi, da znam poskrbeti za svoje dobro počutje, za svoje zdravje, da znam preverjati informacije, da znam ugotoviti, komu zaupam.
Mi v resnici v časorisu se ukvarjamo z delčkom medijske pismenosti, to je tako imenovani novičarska medijska pismenost. Ne? Se pravi, ker medijska pismenost je lahko tudi, da prepoznavaš recimo, ne vem, v filmih neka sublimalna sporočila, recimo, ne? Vse to je lahko medijska pismenost, da se znanjaš z mediji kot s komunikacijskimi orodji, ne? Da veš, kako delujejo, ne? Da veš, kako delujejo v končni fazi algoritmi, to je zdaj spet malo bliže našemu področju, ne? Ker algoritmi so lahko z vidika varnosti na spletu, ali pa tudi kako dobivaš informacije, ki jih dobivaš. Ne? Izraz mi ni najbolj pri srcu, ampak nimam pa nobenega boljšega. No? Boljšega ni. Ne? Velik vir teh dezinformacij, zavajanja, pa so tudi družbena omrežja, naprimer Facebook. Ne? Kaj je tisto osnovno vodilo, kako mlade nasplošno prepričati, pa tudi nasplošno celotno populacijo, da je bolj kritična od teh družbenih omrežij? Ker imam občutek, da ljudje ne ločujejo, kaj je dejansko medij, kaj je družbeno omrežje. Kaj je potem en resni medij za informiranje, pa kaj je potem eno orodje za zabavo. Mislim, saj to ni nič narobe, če oni tega ne ločujejo v smislu, da vejo prepoznati, komu lahko zaupajo. Ne. Recimo, za mlade so veliko bolj pomembni influencerji, se pravi vplivneži kot viri informacij, ne, kot pa recimo, ne vem, en tradicionalni medij. Ne. In bojo oni spremljali te influencerji. Tudi ti influencerji pokrivajo v končni fazi tudi ameriško politiko, ne. Celo dostop imajo do Bele hiše. Ključno pa je, da znajo presoditi, ali lahko temu vplivnežu zaupajo. Ne? In v tujini so zdaj spet že številni projekti, kjer poskušajo približati influencerje in novinarje. Ne? Se pravi, novinarji predajamo znanje influencerjem o etičnem novinarstvu oziroma o etiki v posredovanju informacij, pridobivanju, posredovanju in obesedenju informacij. Hkrati se mi od njih lahko učimo, kako biti zabaven, ne? Kako pritegniti te mlade, ki imajo recimo 3 sekunde časa, da se odločijo, ali bojo sploh gledali tvojo vsebino in potem se odločili, ali jim je všeč, ali bojo zaupali ali ne. Skratka, tukaj jaz mislim, da mi gremo lahko vsi z roko v roki in se drug od drugega učimo. Ključno pa je, da veš, ali neka vplivnica ve, o čem govori, a znaš ti presoditi, se pravi, da se vprašaš, kako ona to ve, kje je dobila te informacije. In ta vplivnica ali pa vplivnež mora imeti tudi napisano, kako on dostopa do informacije. Recimo v časorisu je pač zelo transparentno, kje smo mi dobili neko informacijo, ker imamo povezave na osnovne primarne vire vsebine. Seveda nek medij, kot je časoris, ki ima, ne vem, 3 zaposlene, recimo, pa ne vem, še 3-4 sodelavce, ne more pokrivati recimo dogodkov v Braziliji, to je logično. Ne? Torej pač od nekje mi črpamo, ne? Ampak mi povemo, od kje smo črpali. Ne? Se pravi, damo povezavo na to objavo. Ne? Medtem ko v drugih medijih pogosto tega ni. Ne? In to je lahko že znak, da se vprašaš, ali lahko zaupam ali ne zaupam. Pri vplivnežih tudi podobno, ne? Tisti, ki recimo, ne vem, oglašujejo neke izdelke, ne? So itak zavezani, da povejo, da gre za oglas, in tisti, ki se tega držijo, so zagotovo bolj zaupanja vredni kot ne. In enako velja tudi za tiste, ki pač podajajo neke novice, ne? Se pravi, morajo biti transparentni pri tem, da povedo, kje so oni dobili, na podlagi česa so si ustvarili mnenje, ali pa če gre za satiro, da pač tudi povejo, da je to satira, ne? Da je nekako to označeno, ker seveda nekateri bojo to razumeli kot satiro, ne bojo pa vsi razumeli kot satira, ne? Nekdo bo mogoče res vzel, da je to tako, ne? Čeprav se heca, recimo tudi mediji, ko obstajajo, kot je The Onion v ZDA, ne? To se ve, da je satira, ampak za kakšnega drugega pa takoj ne veš, da je satira, ne? In je prav, da se to nekako označi. Niso vsi dovolj izkušeni, no, od uporabnikov. Samo se mi pa zdi, da vseeno včasih smo ljudje nekako bolj preverjali. Vsi smo se smajali nekim vaškim gospem, ki so se dobivali nekje, pa so pač govorile te govorice, ki so bile vaške čenče dejansko. Ampak kaj misliš ti, kaj je vzrok, da je pripeljalo do tega, da ljudje verjamemo tem novicam na prvo žogo dejansko, da je ogromno ljudi dejansko na prvo žogo naseda na te informacije. Kaj je to družbi pripeljalo do tega? Jaz bi najprej opozorila, da vendar Slovenija in to območje nekdanjih socialističnih držav ima izkušnjo iz socializma, vsaj starejši uporabniki, ne, da nismo čisto vse verjeli na prvo žogo in da smo znali brati med vrsticami. Recimo, ne vem, tlele v moji knjigi ni ta Dobrška, ampak recimo ne, takrat si bil znan tisti aforizem Boj se Rusov, ne, ki si pač prebral iz prvih črk. Mislim, ljudje so v preteklosti v našem območju znali brati med vrsticami, ne. Kar ne moramo reči za Zahodno Evropo ali pa ZDA, kjer tega ni bilo treba početi, ne. In
Mi velikokrat pridobivamo njihove informacije, njihove napotke, kako se nečesa lotiti in takrat pozabimo na to distinkcijo, da v resnici pa mi nekaj imamo, kar oni niso imeli. Ne? In to je dobro zavestiti. Ne? Po drugi strani je pa res, da se stvari začenjajo odvijati z vrtoglavo hitrostjo. Res je, da delujejo te stvari po psiholoških principih, tako podobno, kot jih poznamo iz oglasov. Ne? Se pravi, igrajo na naša čustva. Ne? In veliko je vsega. Mi živimo v poplavi enih informacij, med katerimi je mnogo dezinformacij, mnogo je napačnih informacij, nekatere so verodostojne in preverjene, ampak mi nimamo časa in energije, da vse to preverjamo. Zato pa pravim, da v bistvu edini način, da se proti temu bojujemo, da si izberemo par medijev. In jaz osebno mislim, da nam tle umetna inteligenca celo koristi, nam novinarjem, ki si prizadevamo biti verodostojni, zato ker pač ljudje vedno bolj spoznavajo, da nas bojo potrebovali, ker je nemogoče to prepoznati. Ne? Se pravi, izbrati si moraš tiste medije, ki jim lahko zaupaš, pa še takrat moraš biti vedno malo tudi pozoren, to je tudi medijska pismenost, kritično premišljevanje vsebinah, tako kot so včasih znali brati med vrsticami, ne pa da veš, kjermu novinarju bolj zaupaš. Jaz recimo sem se vse življenje trudila kot novinarka, da si vzpostavim zaupanje, da če jaz nekaj napišem, da mi ljudje zaupajo. Ne? To delamo novinarji pri karieri. To je veljalo včasih, ne ta komentar ali pa ta novica, to pa oni objavili, oni pa tako, njemu pa zaupam. Ne? Ja. Ampak kot rečeno, vse se odvija zelo hitro, ne? Se pravi, ker velja, da ni lažne novice, niso nek nov pojav, so od nekdaj tako kot novice, samo nikoli jih ni bilo tako lahko postvariti, ne? Pa tako hitro se niso širile. Ne? Predvsem pa se moramo zavedati, da dejansko tle učinkuje psihologija, ne? In da tiste novice, ki potrjujejo naše predsodke in prepričanje, tistim mi lažje nasedemo. Ne? Se pravi, če recimo, ne vem, rečemo, to sicer, mogoče res ni res, ampak je pa to rekel nekdo, ki mi je blizu, ne? Se moraš ves čas zavedati, da potem, če ti tako pristopiš zadevi, da bo tudi nekdo drug lahko tako pristopil. Recimo, če se gremo, da smo neki projekt kontra recimo podnebne spremembe, ne? In potem ne moreš njemu reči, ja, ampak tvoje so pa fake news, ker si ti isto napako naredil. Ne? Se pravi, zelo težko je pokazati, da je nekaj okej, če se s tem ne strinjaš, ne? Ker se pač nekako čutiš, da moraš sodelovati s svojim narekovajih plemenom. Ne? Ampak to je treba narediti, to je prav, da se to naredi. Velikokrat se jaz čem ne strinjam z neko, ne vem, smerjo ali pa razmišljanje, ampak če nekdo iz te smeri naredi nekaj prav, je moja naloga, da povem, da je to prav narejeno. Ne? Zato, ker drugače se obratno zagotovo ne bo zgodilo. Ne? Čustva pri tem igrajo pomembno vlogo. Ne? Najmočnejša čustva so žalost, jeza, strah. Ne? In če igra nekdo na naša čustva, se naš razum začasno izklopi, ne? In reagiramo. Če je mene strah, to vedno dam kot primer, ker vedno poskušam iskati primere, ki niso polarizirajoči. Ne? Če je mene strah, da se mi bo žgala baterija na električnem skiroju, ne? In če jaz o tem se pogovarjam in potem dobim na Facebooku objavo o tem, kako se je vžgal nek električni avto, ne, moram jaz to ozavestiti. Prvič, da Facebook ve, o čem se jaz sploh pogovarjam, ne, tudi če ugasnem telefon, je z mano. Ne. In drugič, že ne bom pol takoj poslala nekomu, lej, si videl, ne, zato ker v bistvu moram najprej zadihati in se vprašati, čakaj malo, je to res, ne, ker nekdo mi je serviral, ker ve, da me te teme zanimajo, ker pač tistim, ki ustvarjajo, ki pač skrbijo za algoritme, ne, oni izhajajo iz tega, da hočejo imeti čim več ogledov, ker čim več ogledov prinaša čim več oglasov in zato ni več denarja, ne, in igrajo na ta naša čustva. Ne. Se pravi, jaz bom se odzvala, bom reagirala in tako naprej. Ne. In moja naloga pa je, kot medijsko pismeno osebe, da se ustavim, pomislim in se vprašam, ali je to res, ne? Ali je to nekdo samo zato naredil, da bo imel od tega korist, jaz pa mogoče celo škodo. Ne? Ampak mislim, da tle res podobno kot pri psihologiji, ne? Če so neke superge ful znižane, ne? Se treba vprašati, a so res znižane ali gre za kakšno potegavščino. Ja, in jaz pravim, da smo si novinarji tudi veliko sami krivi, ne? Ko gledamo te clickbait novinarstvo, ali kako Manca Košir je tudi poimenovala eno vrsto novinarstva, ki je tudi v Sloveniji zelo prisotno, pa je novinarstvo. Ne? Dejansko mediji ukinjajo dopisništva, vse se piše nadaljavo, novinarji več ne hodijo na teren. Ne? In potem, če se še pa lotiva tem, o katerih pišajo, poroka na prvi pogled, kmetija in tako naprej, in ti znani Slovenci, ki jih nihče ne pozna, tudi sami se srečajo, pa se rokujejo. Ne? Mislim, da je to tudi privedlo novinarstvo do tega,
dejansko, da nas uvrščajo novinarjem, zaupajo enako kot prodajalcem avto. Ne? Mislim, da smo si malo tudi sami krivi. Mislim, ja, seveda, novinarji smo si v veliki meri tudi sami krivi. Ne? Tudi to, da včasih nismo zmogli reflektirati napačnih ravnanj kolegov, je k temu pripomoglo, ker če mi mislimo, da pač, če mi ne bomo o tem govorili, da ljudje tega ne bojo opazili, se motimo. Ne? Ljudje zelo hitro opazijo in problem je, da si veliko bolj zapomnijo vse te krivice, ki se jim zgodijo novinarske, ne, kot pa dobre stvari. Ne? Tudi jaz vem, da recimo, jaz si moram prav delati seznam primerov dobre prakse, ker ko me nekdo hitro vpraša, ja pa povej mi primer dobre prakse, kar ne najdem, ker je res toliko enega slabega novinarstva. Ne? Kot recimo prej, ko sem omenjala ta zvem, ne, da pač moraš brati, da veš, kaj se dogaja. Ne pa kar reč, mene se tako nič ne tiče, pa je tako vse zvem na internetu. Ne. Ampak recimo uporabniki, bralci, gledalci, poslušalci, recimo bojo veliko krat rekli, ja, pa je bila izjava iztrgana iz konteksta, ali pa poznam nekoga, ki so mu zmaličili besede, ali pa recimo, ne vem, to, kar se zdaj največ govori, ta clickbait, senzacionalistično novinarstvo, to je vse skupaj brez veze, zakaj bi jaz sploh bral, spremljal, kaj šele kupoval medije, ne. In res je težko najti primere dobre prakse, ampak v resnici si jih pa moramo poiskati. No. Jaz res mislim, da ni rešitev v tem, da ugasnemo televizor, ugasnemo radio, nehamo brati časopise, zato ker potem se bomo mi seveda za nekaj časa izolirali in bomo duševno zdravje svoje ohranjali, ne? Ampak svet se bo dogajal mimo nas in mi na njega ne bomo imeli vpliv. Ne? Meni se pa zdi pomembno, da kot aktivni, informirani, aktivni državljani vendar pač naša beseda, moja beseda se lahko izkaže samo enkrat na 4 leta na volitvah, ampak takrat se in če jaz ne bom izkazala, se bo od nekoga drugega beseda izkazala. Ja, to je tiha privolitev, ne? Če ne greš voliti, je dejansko ne izkoristi svoje pravice. Ne? In jaz pravim, potem tudi nimajo, tisti, ko ne volijo, nimajo pravice potem tudi komentirati, kritizirati, ker so krivi dejansko za dogajanje, ki se je zgodilo. V končni fazi, ne, že to, a imamo pločnik, je politika. Ne? Ker nekdo lahko reče, saj jaz ne uporabljam javnih storitev, ne hodim v zdravstveni dom, zato ker sem recimo proti javnemu zdravstvu ali pa proti zasebnemu zdravstvu ali pa proti znanosti ali pa proti ne vem čemu, nimam otrok v šoli, torej ne bom plačeval za šolstvo. Ne? Ampak pa se vprašaš, dobro, tvojega do doma, do kamorkoli greš, pa verjetno je kakšen pločnik, ne? Vsaj če živiš v mestu. Ne? Tudi to je politika, ker se je nekdo odločil, da se bojo neka državna sredstva namenila temu, da se to izgradi. Ne? Mislim, mi se moramo nekako dogovarjati okoli teh stvari. Tako da ne govori, da ti ne uporabljaš teh stvari in da zato se ti ni treba o tem odločati in te ne zanima politika. Ja, te. Tudi vodovod, na primer, je ali pa smeti. Smeti je v končni fazi politika, lahko mečemo kar na tla, ne? Pa se bomo utopili v teh smeteh, ali kaj bomo naredili. Ne? To je res, ampak kaj lahko tu storimo novinarji, da bi se nasplošno vrnilo to zaupanje v samo novinarstvo, ker je tu težava potem z samimi lastniki, ki potem pač gledajo vse skozi prizmo denarja, ukinjajo dopisništva, ukinjajo novinarje. Ne? In ko bereš te ene novice, tudi če so resnične, ne, so meni tako nepomembne, ampak ljudje posvečajo, imamo dnevnik, na primer, ki jaz res ne vem, na kateri strani bi ga začel brati, da bi našel v njem kaj zanimivega dejansko. Ampak ljudje hlastajo po takšnih negativnih novicah. Kako obrniti ta trend v neko pozitivno, ali ta, kot zdaj rečemo, rešitveno novinarstvo, ki se mi tudi ne zdi pravi slovenski izraz, ne? Kaj bi morali tu storiti? Kako je možno ta trend obrniti, da bi tudi ljudi navajali na bolj neke pozitivne, ker se mi zdi, da mlajše, to imaš ti več izkušenj, dejansko kako mladi, mi dva, ko hodiva po teh šolah, pa se pogovarjamo z mladimi, mladih ne zanimajo te zdrahe, pa vse te stvari, želijo si neke rešitve. Misliš, se bo to obrnilo z generacijami ali kako bo s tem? Jaz bom rekla, kaj sem jaz naredila. Tudi ne bi rekla, da so vsi lastniki slabi lastniki. No. Mislim, to posploševanje se mi zdi problematično, zato ker vendarle pač mogoče nam niso všeč, mogoče se z njimi ne strinjamo, mogoče se politično ne strinjamo, gospodarsko ali karkoli ne, ampak to je biznis. V končni fazi se moramo ves čas zavedati, da razen javne RTV je medij biznis. Medij mora preživeti tudi. Medij mora preživeti in zdaj pač v končni fazi eni lastniki so tudi veliko svojega denarja vložili v ta biznis in lahko v končni fazi z njim delajo karčijo. Naša naloga pa je, da se odločimo, katere medije bomo s svojim denarjem podprli, recimo, ne, če so res v končni fazi je brezplačen, ampak to še ne pomeni, da ne bomo veseli podpore bralcev, če nas recimo spremljajo in smo jim všeč. Ne. Se pravi, lahko se nam pomaga za podporo. Ne.
Ampak kaj sem jaz recimo naredila, ne, jaz pač dobro, časoris je nastal, prej sem odpustila iz dela, ne, tako da ne moramo lih reči, da je pač zato nastal, ne. Ampak, ko so me odpustili, sem se pač mogla odločiti, ali bom šla v to, ali se bom zaposlila kje drugje. Veliko novinarjev gre drugam, ne? V končni fazi je to zdaj spet vsaka osebna, intimna odločitev. In ta pot, ki sem jo jaz izbrala, pravzaprav ni lahka. Ne? Ravno danes sem se z eno kolegico pogovarjala, ki je rekla, joj, vsa ta poročila, pa to se ti kar zmeša. Sem rekla, ja, novinarstvo... Ni pa ti žal za pot. Prosim? Niti pa žal za pot, ki si Ne, je za izbrala. pot mi ni žal, ne, ampak ja, to pomeni, da jaz ne pišem samo člankov. Jaz se ukvarjam s tem tudi, kje dobiti denar, ne, pa kako plačati sodelavce, pa vse to. Jaz sem v resnici lastnik medija, čeprav sem v resnici ustanovitelj, ker sem nevladna organizacija, zavod, ne, kjer pol poslušam, da sem parazit, ne, čeprav ne vem, če bi bila DO bilo kaj drugače, zato ker bi se lih tako na razpise prijavljala, kot se DO, sam jaz si dobička ne morem izplačevati. Tako da tudi to se mi zdi pomembno, da se ozavešča, da se odpira prostor za dialog, da se ljudem pove, kakšna je razlika med neko nevladno organizacijo in DO-jem v končni fazi. Ne. Ampak ja, jaz sem naredila svoj medij. In svoj medij kot odgovor na vse to, kar smo se pogovarjali. In v svojem tem mediju pač delamo po mojih pravilih, ne, ok, my house, my rules, ni demokracije v resnici, ne, pač povem, kaj pričakujem, kako pričakujem. In pač zaenkrat se mi zdi, da se to odraža tudi v prispevkih, ki jih objavljamo, ne. Se pravi, da izhajamo iz tega, kakšen pač standard, etični kodeks, kakšne so pravila za kakovostne novinarske prispevke, recimo, ne, da imamo zelo v mislih, kdo je naša ciljna publika, ne, vse to ponujamo. Zdaj, obenem se mi pa zdi, da moramo se novinarji, se pravi, ne samo osredotočiti na to, kaj so grdi lastniki naredili, ampak tudi, kaj moramo mi narediti. In to, da mi pridemo in rečemo, mi smo pomembni za demokracijo, berte nas, se meni ne zdi pravi pristop. Ne? Mi smo letos imeli spet en projekt, v katerem smo šli v lokalne skupnosti in smo izvajali neke pogovore, neke debate z občinstvi različnih starosti. Recimo v Brtoki smo imeli predvsem otroke, v Gabrovki smo imeli, mislim, na Dolah smo imeli samo odrasle, ne, kjer smo jih vprašali, kaj bi mi mogli novinarji narediti, da bi nam vi začeli zaupati. Se pravi, mi smo šli med ljudi in jih začeli spraševati, kako naj mi se spremenimo, zato da nam bojo oni zaupali. Ne. Skratka, ne vedno iz nekega pedestala dol govoriti, da smo novinarji pomembni za demokracijo, ne, ker mogoče demokracija ljudem ni več pomembna. Ne. Ena raziskava je že pokazala, da nekih 20% Evropejcev misli, da demokracija ni najboljši sistem. Torej se moramo začeti od spodaj navzgor pogovarjati in spraševati, kje delamo napake, kaj pričakujete od nas. In kaj se je pokazalo, ne, na teh naših pogovorih? Prvič, otroci do 5. razreda starosti, ne, so navdušeni nad novinarstvom in mediji. Oni imajo to radi, oni mislijo, da to treba imeti, da to je pomembna stvar. Ne. Tako so recimo izvedli v Kopru, so rekli, tako smo mi izvedli, zakaj bi general v Kopru recimo in tako naprej. Ne. Skratka, oni to resno jemljajo. Ne. Pol se nekaj zgodi, ne, verjetno malo tale vrstniški vpliv in tako naprej, ne. Ampak tudi odrasli so znali povedati, da mi je pomembno, da imajo lokalne medije, kjer izvedo stvari, ki jih sicer drugače ne bi izvedli. Ne. Tudi povedali so, da lokalni medijem bolj zaupajo, čeprav zaupajo tudi recimo, ne vem, Radio Slovenija, ne, vsaj te, ki smo jih mi prej spraševali. Ne. Ampak da je pač potrebno je, da je ta stik med medijem in bralci vzpostavljen. Ne. In pokazalo se je seveda, da mora to v obe smeri. Ne. Se pravi, da grejo novinarji v okolje, v katerem poročajo, in da tudi okolje njih na kaj opozori. Ne. Se pravi, šele tako pol zadeva funkcionira. Ne. Ampak dejansko nekako mi moramo nehati razmišljati, da mi vse vemo kot novinarji in uredniki, ne. In samo skozi povedati, kaj mi mislimo, da vi morate vedeti. Čeprav en del uredništva, mislim, urednikovanja medija je v tem, da pač ena skupina recimo izobraženih ljudi, ki dobro misli in dela po nekih etičnih standardih, zbere neke novice po nekih kriterijih, ne, in jih potem zapakira v neko vsebino in ponudi bralcem, zato ker bralec ali pa gledalec ali poslušalec nima časa, da to vse sam naredi. In tukaj je treba vzpostaviti to zaupanje, ampak to zaupanje je treba vzpostaviti. Ne. Se pravi, da bojo oni vedeli, zakaj smo mi izbrali te novice, po katerih kriterijih in tako naprej. Ne. Ampak res je treba iti spet nazaj v lokalne skupnosti oziroma skupnosti, ki so tvoji bralci, gledalci, poslušalci. Ne. Da se z njimi začnemo pogovarjati spet. Ne. In da mogoče tudi res ne razmišljamo samo o tem, da je treba biti črna kronika celega sveta. No, ravno to, kar praviš, ne, lokalno novinarstvo, jaz vedno mislim, da jaz sem tudi kritičen do dela Društva novinarjev Slovenije. Mislim, da premalo tudi društvo
premalo poudarja pomen tega lokalnega novinarstva, ker ljudje, ko pride en novinar, pa pokliče po telefonu, piše stvari nadaljavo, napiše stvari narobe, poimenovanja vasi in tako naprej. Ljudje rečejo, ta nima pojma. Jaz vedno pravim, bralci niso nori, bralci točno vedo, kaj čitajo. In to, če si mi predstavljamo, da je vseeno, kaj napišemo, ni res. Ne? In mislim, da je to tudi velik problem. Mislim, zagotovo je treba res krepiti ta odnos z skupnostjo. Mislim, zdaj recimo lahko je to lokalni medij ali pa v našem primeru otroci, ne? Ja. Za katero ti pišeš. Ne? Mi recimo v časorisu imamo ta namen vzpostavljene časorisov mlade novinarje, ne? Skratka, mentoriramo mlade osnovnošolce in dijake, se pravi, jih preučujemo, kako pač novinarstvo deluje, kako je treba pripravljati vprašanja, kako je treba delati predpripravo, preden greš na teren, kako se je treba vnašati na terenu, kako je treba pisati, kako je treba zadeve urejati, kako pa to zgleda, ko se objavi in tako naprej. Ne? Ob tem gradimo še svojo mrežo ambasadork in ambasadorjev, učiteljev, ne? Se pravi po šolah, to so pač po tisti učitelji, ki mogoče bolj prepoznavajo vrednost in pomen novinarstva, medijev, demokracije, ne? In se pravi, z njimi potem sodelujemo pri širjenju teh informacij v lokalno skupnost, ampak ja, vsekakor so minili tisti časi, ko so bili novinarji v slovno-koščenem stolpu in so pač od zgoraj navzdol dopovedovali ljudem, kaj je pomembno. Tega ni več. Ne? Mi moramo iti v katerokoli skupnost, ki jo pokrivamo, je to lokalna skupnost ali pač kakršnakoli druga skupnost, ne? In se začeti pogovarjati in vzpostavljati nek odnos. Zato, da nam bojo potem bolj zaupali, da bojo videli v končni fazi, kako delujemo, zakaj delamo. Sej že to, v tujini so že projekti to, da hodijo novinari profesionalni v šole in tako naprej, kot primeri dobre prakse. Nekaj, kar je za nas v časorisu najbolj, pa tudi pri vas najbolj osnovna stvar, oni to oglašujejo kot primer dobre prakse, zato ker pač povedo, da na ta način neko občinstvo sploh izve, kaj počnemo in kako počnemo in zakaj počnemo, ne? Kakšni so postopki v končni fazi. Ja, ker mene najbolj žalosti, ko se lotiš ene lokalne teme, pa se z njo ukvarjaš, ne vem, mesec pa pol, zbiraš informacije, da prideš do kakšnih podatkov. Vmes je ena množica nekih prijateljskih, političnih medijev, ki piše to nadaljavo, to zobjavi, da je vse super, ti potem se trudiš, pridobiš podatke, objaviš verodostojne podatke in na koncu te bralci srečujejo. Pa kaj imaš ti proti tem županu? Zakaj to grdo pišeš o njem? Pa ne pišem grdo, če sem samo zbral podatke. Ne? In tu mislim, da je tudi velika težava. Ne? Zato, ker dokler ta bralec ne bo tega občutil na lastni koži, ne, to zanj ne bo problem. To je tako kot pri volitvah. Ne? Dokler ne bo medicinska sestra, recimo, ali pa ne vem, podobni poklici so tisti, ki nekako, pa dajmo ne govoriti o Sloveniji, dajmo govoriti o Madžarski, ne? Ki nekako so tisti nihalo, ki bo nekaj spremenilo. Ne? Dokler, kako živijo? Oni so, mislim, eden najbolj cenjenih poklicev. Tudi zdaj Bob Leta je govoril o njih. Ne? So slabo plačane v resnici, ne? Premalo jih cenimo. Jaz recimo mislim, da tudi podobno so vzgojiteljce, ne? Ki jim zaupamo otroke za 8 ur na dan. Ne? Mislim, da bi mogli veliko bolj plačati vzgojiteljce, ampak hkrati je pa treba vedeti, da finančni proračun države je omejen in da je treba razmišljati, kako se bo to izpeljalo. No, ampak hočem reči, to so ljudje, ki pač imajo svojo službo, tako ali drugačno, jim je všeč ali ni všeč, sodelavci, ki smo všeč ali ni všeč, delo, ki jim je všeč ali ni všeč, ampak nekako ni zdaj to tako kot recimo, ne vem, nekdo, ki se z mediji ukvarja, ki je vsak dan o tem, kaj se dogaja po svetu, kako to vpliva na nas, kaj se bo zgodilo, ne razmišlja o tem, ne. Se pravi, dokler se njih nekaj ne dotakne, recimo, da se jim zruši nadstrešek nad glavo, tako kot se je v Novem Sadu, ne. Do takrat se oni s tem ne bojo ukvarjali, ne. In bojo rekli, pa zakaj ti tako grdo pišeš o nekomu, ne. Zato, ker pač ne bojo niti razmišljali, da mogoče Ker zakaj bi, ker imajo svojega življenja dela in skrbi čisto dovolj. Ne? Ampak če se pa njim nekaj zgodilo, ne? Takrat bo pa prišlo do neke spremembe, do nekega zanihljaja, ne? Bi se temu reklo. Ne? In zato se meni zdi res pomembno, da se čim več pogovarjamo z vsemi temi našimi bralci in da se jim tudi pojasni, lej, ne, jaz ne pišem grdo v županu, jaz sem samo sestavil informacije, ki sem jih zbral tako, da sem najprej raziskal, ne vem, papirologijo, potem sem se šel pogovarjati s tokimi in tokimi viri informacij, potem sem to preveril pri tokih in tokih virih informacij, potem sem mogoče to še nekam umestil v nek kontekst in nastal je prispevek. Ne. Zdaj, lahko pa se seveda gremo, da zaupamo kar tako nekdo
nekaj reče, ok, v redu, pač to je to, ne, zdaj pač, ne. In pol dokler ne pride do problema, lahko je to problem, da zmanjka denarja za asfalt do šole, recimo, lahko je to problem, da se zruši nadstrešek v končni fazi, lahko nam zmanjka bolniških postelj, ne, ampak v resnici smo novinarji tisti, ki, če delamo po nekih kakovostnih, profesionalnih in etičnih standardih, razkrivamo, kaj se dogaja. Pa ne mislim zdaj, da samo nadziramo, ne? Ampak samo, da gledamo, kaj se dogaja, pojasnjujemo v končni fazi primer, ne? Kaj pomeni, biti na vozičku. Nekdo, ki ni na vozičku, ne more razumeti tega, da smo se zdaj, recimo, mi danes pogovarjali, ok, kje bi tlele lahko parkirali, zunaj dežuje, da ne bomo zdaj vsi mokri, ne, kaj narediti. To je naloga novinarstva, da te postavi v škornje nekoga drugega in ti pokaže, kako je biti ta človek in s čim se ta človek sooča. Opozori na probleme in obenem išče rešitev. Tako, in to je zdaj pol to konstruktivno ali pa rešitveno novinarstvo. Tudi mi v časorisu, seveda mi nismo velik medij, da bomo, raziskovali ne vem kaj, ne, ampak lahko pa priučujemo otroke, da vejo, da obstajajo neke verodostojne informacije in to tudi potem poskušamo ponuditi tudi neke rešitve. Ne? Kaj lahko pa jaz naredim? Mi veliko krat damo vprašanje, ali ste se na šoli pogovarjali, kako pa lahko ti pripomoreš temu, da bo manj nasilja, ali pa neke rešitve ponudimo tudi v prispevku, zato ker sama mislim, da ni novinarstvo namenjeno samo temu, da samo nekaj sesuvamo. Ne? Da nekdo pol odstopi in to je zdaj cilj dosežen. Ker če pride nekdo drug, pa isto dela naprej, pol cilj ni dosežen. Psi lajajo, karavana gre naprej, smo včasih rekli. Se ti zdi, da smo Slovenci naiven narod? Mislim, jaz se nikoli nisem o tem spraševala, bi pa rekla, da so verjetno naše zgodovinske izkušnje določile, da smo takšni, kot smo. Ne? Zdaj, recimo, ravno zadnjič sem se pogovarjala o eni druščini, je bil en prispevek o delu, zakaj Avstrijci pač imajo više neto plače, ne? In smo se pol začeli ravno o tem pogovarjati, da verjetno zgodovinsko gledano so okoliščine vplivali na to, da so oni zastavili drugačen politični sistem, ne? Da so lahko drugače gospodarstvo zasnovali, da so drugače družbo zasnovali, da potem mogoče imajo neke neto plače više. Skratka, ne verjamem, da se da stvari kar pač direkt prenesti iz ene države v drugo. Ne? Se mi pa zdi zelo pomembno, da se pogovarjamo o tem, kako izboljšati stvari, ne? Za neko skupnost dobro, ker v končni fazi na koncu dneva vsi želimo neko dobro življenje, relativno dobro življenje za nas, za naše bližnje. To pomeni nek mir. Jaz recimo postavljam na prvo mesto vrednoto mir. Ne? Zato sem velik zagovornik Evropske unije, ne? Zato ker odkar imamo Evropske unije, na tem območju ni bilo vojne. Ne? To je meni prioriteta in vrednota številka 1. Potem je recimo neko zdravje, ne? Ja. Potem so neki spoštljivi odnosi, strpni odnosi, ne? In vse to poskušamo upisati v DNK časorisa tudi. Tako se res, mir ni vrednota, ki bi bila določena, ampak je treba... Za njo se je treba skozi boriti in se ozaveščati. Ne? Se pravim, prej sem omenila, da tok in tok ljudi misli, da demokracija mogoče ni najboljši sistem. Se je najbrž res ni najboljši, ampak kjer je pa boljši, ne? Recimo mladi v Romuniji, ne, so z veliko večjo, veliko več mladih je reklo v Romuniji, da je demokracija dobra stvar, kot pa v eni drugi državi, kjer pač niso imeli Čaušeskuja, ne? Ja, vsekakor. In imam občutek tudi, da v teh državah tudi drugače gledajo na nekatere stvari, mogoče, kot gledamo mi. Ker so nam, neke stvari so nam dejansko samoumevne, pa niso, kot sva rekla, že mir in vse te, ne. Ampak najbolj pri novinarstvu, ko sam se velikokrat soočam s to težavo, objaviš en članek, napišeš, želiš dobro poiskati neko rešitev, in potem je tam se nekdo čuti ogroženega in potem odpere svoj Facebook profil, napiše svoje mnenje, potem ima tam svojih 10-15 tistih sodelavcev, ki potem ga ščitijo in kujejo v nebo in potem, kak je ta novinar slab, da je to napisal, in potem se vsipa plaz nekih komentarjev. Ja. Jaz sem se odločil, da tega več ne berem, sploh ne, ampak če malo preletiš, vidiš takoj, ne, da so to... In ljudje sploh nimajo filtra dejansko, ko pišajo, ko komentirajo. In kak se tega lotiti proti tem, da bi se ljudje zavedali, da če ti sosedu rečeš, da je, ne vem, slab človek, da je butast ali kaj, ne, tega mu ne rečeš. Na Facebook pa to lahko napišeš. Kako ljudem povedati, da je to isto žalitev, da je to isto sovražni govor? Mislim, ker koliko je teh družbenih omrežjih sovražnega govora, to je katastrofa. In to ni bil sovražni govor, ampak je žalitev, ja, ampak... Ja. No, ampak tudi, mislim, za osnove sovražnega govora. Razumem. Mislim,
Jaz pol lahko prvič najprej sam to rečem, da seveda pol ne smemo zameriti kolegom, ki so zapustili novinarstvo, ne? Ker življenje imaš pa samo eno. Ne? V končni fazi ne vem, zakaj bi se mogel ravno žrtvovati. Ne? Če imaš pol skozi neke težave s tem. Ne? Zdaj gledam eno serijo, recimo, pravzaprav ni tako nepomembna serija, ker govori o tem primeru, ko so zaprli News of the World v Veliki Britaniji. Ne? Se pravi, ko je ta Nick Davis, novinar Guardiana, razkril vse te prisluškovanja celo britanski kraljevi družini, pa mladoletnim žrtvam umorov. Mislim, res grozne stvari se dogajajo, ne? Ponekod v novinarstvu. In recimo druga epizoda je pač govorila o nekem policistu, ne? Ki so ga potem potlačili, skratka, namestili so mu nekaj, da je naredil, 4 leta se je mogel s tem ukvarjati, 4 leta življenja so mu vzeli in pol seveda si človek reče, zakaj bi jaz to pravzaprav počel. In to samo v mojih očeh pomeni, da pač imaš vso legitimno pravico, da tega ne počneš. Ne? In greš ven iz novinarstva in delaš neko drugo delo, kjer se s tem ti ni treba ukvarjati. Ne? Zdaj tisti, ki ustrajamo, ne, jaz moram tudi reči, da z leti si vedno manj bojujem, no, dajmo tako reči. V mladosti sem bila veliko večji fighter, ne. Zdaj sem pač poskušam malo, ne lih vsako bitko bojevati, ne. Delam ta svoj majhen košček miru, kot temu rečem, ne, My Peace for Peace, to sem si sposodila pri enemu mlademu fantu, ki je naredil akcijo My Peace for Peace in je tudi naša faca leta, mislim, da celo prvo ali drugo leto, ko smo izvedli to kampanjo. Ne? Se pravi, to je moj prispevek v skupno dobro, časoris, ampak ne bom pa zdaj vsega svojega življenja žrtvovala za to in zato pravim, da noben od nas nima nobene pravice obsojati kolege, ki so šli ven iz novinarstva ali pa se čuditi ali pa ne vem kaj, ampak samo izražati razumevanje. Ne? Je pa seveda napotek komentarjev ne brati, ne? Ljudem povedati, da je to, mislim, enkrat je bila ta kampanja že nekaj let nazaj v Ljubljani, da so natisnili te grde izjave z Facebooka na kandelabre po Ljubljani, so vsi čuli, pa vse to sem jaz sam na Facebooku, ker da je to kaj drugače, ne, mislim, zdaj pa ko je na kandelabru, ne, s svojim imenom in primkom v končni fazi, so bili čist zgroženi, ne, enostavno res tega ne dojemajo na enak način, ne, ampak na koncu pač se pa še zmeraj odločiš, kire bitke boš bojeval, ne, kaj boš še zmeraj pisal, kaj boš delal, ne, ne znam drugače tega povedati. Mislim, lahko samo pač ne bereš in še zmeraj delaš po svoje, kar misliš, da je prav. Ne? Mene tudi zmoti, da si novinarji ne znamo več stopiti bran drug drugemu. Ne, da zagovarjamo nekoga, ki dela slabo, ampak tudi toliko je tu nekih interesov, da potem veliki mediji velikokrat potem prezirajo tudi majhne medije. Mislim, jaz bi rekla, da mogoče so takšni časi, ko nima noben časa se ukvarjati z drugimi. Dajmo tako reči. In mogoče ravno zaradi tega, ker pač nismo znali niti kdaj nastaviti zrcala, ko so kaj slabega dogajalo, ne znamo takrat, ko je treba stopiti skupaj. Oziroma, to je čisto moje osebno mnenje, včasih se mi zdi, da je kar tudi v novinarstvu neki našizma. No? Se pravi, za naše se postavimo, če pa niso naši, se pa ne postavimo. Ne? Tako da jaz bi prej to videla kot problematično. Sedaj smo govorila o vseh teh težavah z medijsko pismenostjo, govorila smo, kaj lahko naredimo novinarji, kaj moramo narediti novinarji, da pride do prepoznavanja. Mogoče še ob koncu, kaj za povečanje medijske pismenosti lahko stori družba, kaj bi morala storiti družba? Se pravi, kaj bi mogla storiti za večjo medijsko pismenost? Mislim, začeli smo s temi projekti, kot je DigiDR, ne? Se pravi, ta projekt pač pripravlja neke rezultate, kot so neki dokumenti, videi, napotki za starše, za vzgojitelje, za učitelje, kako vnašati vsebine, to ozaveščanje v razred, v šolo, na govorilne ure oziroma na roditeljske sestanke. Verjetno bi bilo zelo dobro to vključiti recimo estonski primer, se mi zdi fascinanten. Se pravi, oni so že v 90-ih naredili sistem, kjer zdaj samo v nove vsebine dodajo trenutno umetno inteligenco, ne? Se pravi, kako ozaveščati celotno družbo o pasteh in tveganjih, pa hkrati tudi prednostih umetne inteligence, zato ker so cel sistem že vzpostavili. Tlele vidim včasih v Sloveniji mogoče problem, da mi takoj pol začnemo, ampak ne, kaj vse gre lahko narobe, pa kaj vse se ne da, ne? Namesto da bi rekli, ok, gremo v to in potem se bomo pokvarjali še s tem, ki je treba kaj popraviti. Ne? To je podobno, kot se mi včasih zdi, da mi rešujemo problem, da nekaj zapremo. Se pravi, če 3 kadijo travo na šolskem igrišču, zapremo šolsko igrišče, kar pomeni, da se 100 otrok ne more igrati, ne? Namesto da bi se ukvarjali z unimi 3, ki kadijo travo.
Tako da vse te sisteme se da vzpostaviti. Jaz osebno mislim, da bi se lahko malo bolj posvetili estonskemu primeru in poskušali od njih ugotoviti, kaj lahko mi prenesemo. Ne, da bi najprej pomislili, ampak tega pa ne moramo. Ne. Oni so šli v to, da imajo, mislim, da nisem čist prepričana, ampak zapomnila sem si, da imajo samostojni predmet, hkrati pa v vse ostale predmete vključujejo medijsko pismenost. Se pravi, to je večna dilema, ali eno ali drugo, so oni rešili, da imajo oboje. Ne. Sem pa želela sam še prej, nekaj sem še prej vprašala, pa se mi zdi, da nisem čisto dobro govorila, ampak se zdaj v resnici ne spomnim več, kaj je še bilo. Ne, tam, ko smo se pogovarjali o tem našizmu, pa pol, kaj bi novinarji mogli, pa kako se zaščititi pred temi zlobnimi komentarji. Nekaj si še takrat vprašal, če se mogoče še spomniš, kaj je še bilo. Govorila sva o tem, kakšna je naloga novinarjev, kaj bi trebalo narediti, da se pač bolj prepoznajo, pa potem lahko pa nadgradim to vprašanje, kaj pa je naloga politike, da bi se povečala medijska pismenost? Mislim, pri novinarjih nekako se mi zdi, da sem hotela to posebej poudariti, da mi kot bralci, gledalci, poslušalci se lahko vedno odločamo, če smo medijsko pismeni, ne, komu bomo zaupali. Ne. In recimo, tudi recimo, če nam kaj ni všeč, če nekdo nekaj napiše, kar nam ni všeč, ker to ni v skladu z mojimi prepričanji, našimi prepričanji, poskušamo racionalno analizirati, a je to res ali ni res, a stoji, a ima neke dokaze, a je transparentno predstavljeno in tudi, če nam nekaj ni všeč, to podpremo potem. Ne. To se mi zdi, da je res medijska pismena oseba ali pa aktiven državljan mora početi. Ne. Zdaj, kaj bo politika? Politika bo poskrbela zase, zdaj, ko bo gotovila, da ima probleme. Ne. Zdaj do takrat najbrž ne bo. Ne. Zdaj pa bo dovolj poskrbela ali ne bo dovolj poskrbela, pa ne bi vedela, no, ta hip. Ampak bilo bi pa fajn, da bi mogoče res malo bolj zavestili, da imamo ljudi, ki nasedajo, ne, dajmo reči zdaj na primeru finančnih teh prevar, ne, ker to je nekako neutralno področje. Ne. To smo zdaj že ugotovili, da nasedamo. Ne. In mislim, zdaj, jaz bi res rada nekoga slišala, da mi argumentira, da če nasedamo pri finančnih prevarah, zakaj pa mislimo, da pri kakšnih družbenih in političnih vprašanjih pa ne. Zakaj pa mi mislimo, da ko pride primer, ne vem, Ukrajina, Venezuela, Rusija, Amerika, ne vem, karkoli pač, da tam pa mi ne nasedamo. Če pač nasedamo pri finančnih prevarah in se pogovarjamo o tem, da ljudje dajo po 54,000 evrov kar takole nekim neznancem. Zakaj mi mislimo, da ti neznanci ne uporabljajo iste taktike, ko hočejo nekaj drugega od nas? Ne denar, ampak ne vem, pozornost, glas, zmedo, rušenje Evropske unije v končni fazi. Ne? To mi ni čist jasno. Kar se je na Brexitu pokazalo. Ne? Recimo na Brexitu, ja. Ne? Kjer še zdaj ne vejo, ali bi obžalovali ali ne bi obžalovali izstopa. Mislim, večina jih zdaj pravi, da je to problem, čeprav eni še zmeraj zagovarjajo, da ne, da je to bilo pametna rešitev, ampak ja, tukaj se je pokazalo to kot problem. Ne? Ja, zanimivo je tudi, prej smo govorila o starejši generaciji tudi, ne, pa včasih bivše Jugoslavije, ne, ampak zanimivo, da v Jugoslaviji smo znali preveriti informacijo. Spremljali smo, ne vem, nacionalni mediji, potem smo spremljali tudi tisti, ko niso znali tujega jezika, oddaje BBC London, ne vem, Deutsche Welle je imel slovensko oddajo, Glas Amerike. Starejši ljudje, se spomnim, so to spremljali in so znali potem izluščiti tisto, kar je bilo napisano med vrsticami. Zakaj misliš, da to danes več ni možno? Jaz mislim, da predvsem zato, ker je res toliko več informacij in medijev in časa je pa premalo. Ne? In mogoče so metode za prepoznavanje bolj, mislim, v bistvu stvari, kako oni zavajajo, so toliko sofisticirane, da mi nismo dovolj opremljeni. Ampak mogoče je bilo prej, kar sem še hotela še enkrat poudariti, to, da res je treba iti med ljudi in jih izobraževati. Zdaj, v osnovni šoli z nekim učnim načrtom za, ne vem, predmet vzgoje za medije, recimo, ne, ali pač, ne vem, državljanska etika ali karkoli že je, ne. V lokalnih skupnostih mogoče to vlogo res lahko prevzamete lokalni mediji, da se pogovarjate z svojimi bralci, poslušalci, gledalci, kaj vi počnete, da oni razumejo, da tudi znajo kdaj res ločiti, a gre res samo še za nekaj, čeprav vse znajo velikokrat, ne vem, to, ko smo rekli, črna kronika, globalna, ne, tukaj že znamo presoditi, ampak včasih so mogoče stvari recimo tako nijansne, ne. To, kar si me tudi rekel, ko si me vprašal, pač, ko te blatijo, ne. Jaz se spomnim, jaz recimo sem imela osebno izkušnjo v primeru koroške deklice. Sem jaz pokrivala ta primer, ne vem, če se vidva spomnite, ampak to je šlo za tisto deklico, ki je pač
so obtožili detka, da jo je zlorabljal in potem je bila ugrabljena je babica po očetovi strani o podpori nekaterih aktivistov. Ne. Tista je bila zelo težka zgodba in v resnici je bilo zelo težko ugotoviti, kaj je res in kaj ni res. In ob tem se je še dogajalo, da so ljudje čustveno se odzivali. Ne bo CSD prišel v mojo družino in mi vzel otroka. Ne. In v tistem obdobju je bilo zelo težko trezno, racionalno z argumenti in dokazi poročati. In jaz sem to poročala. Ampak name se je usulo ne samo od nekih, tudi moji osebni prijatelji so me spraševali, kako pa ti to veš, da je to res. Jaz ne morem vedeti, noben od nas ni bil zraven, a jo je res zlorabil ali ni zlorabil. Ampak izhajala sem pa, da so indici kazali na to, da je ni. Ne? In da je tlele bistveno večja zgodba v zadju. Ne? Ampak celo strokovnjaki, kolegi novinari, strokovnjaki za medije, kolegi novinari so me po družbenih omrežjih napadali, da v bistvu to, kar jaz pišem, ni res in da si kar nekaj izmišljujem. In to je zelo težko prenašati. Mislim pa, da sem jaz vse življenje, to, ko sem prej rekla, da sem si gradila kariero in jaz sem tudi svojim prijateljem rekla, pa dobro, pa če meni ne zaupaš, komu pa boš, vse me poznaš, vse veš, kako delam, živim, kaj počnem, ne. In to zaupanje je res težko pridobiti, oziroma ga skoraj ne moreš, ne, kot se je v tem primeru pokazalo in zelo hitro ga zgubiš. Ampak zdaj pa samo še zmeraj vprašanje, ali boš to delal ali ne. In jaz sem se odločila, da vztrajam v novinarstvu. Ne. Jaz še zmeraj to počnem, mogoče se ne fajtam več, kot sem se takrat v primeru najprej koroške deklice, potem pa koroških dečkov, kjer je bilo spet podobna zgodba. Kaj bo zdaj CSD tlele meni posegal, ne, une gospe, ki so skozi v topatih in nimajo pojma, ne, to so se pol zdaj drugi oglašali, ker seveda veliko ljudi imelo kakšno svojo negativno izkušnjo in to svojo negativno izkušnjo preneslo na konkreten primer, čustva so se vklopila, ne, bilo jih je strah za njihove primere, ne, pa si jim mogel prav razlagati, dobro, a je bil pri tebi že kdaj CSD na domu? Ja, ne, ja, no pol kaj zdaj tlele, ne, mislim, to so res težke stvari za novinarje, ampak ne vem, se pravim, jaz mislim, da lahko vsakemu pogledam oči in povem, kaj sem kdaj delala in zakaj sem tako delala in kaj počnem danes. Ne. No, jaz mislim, da je tudi pomembno, da lahko vsakemu pogledaš v oči, ne samo to, ne, ampak pomembno je tudi to, jaz vedno rečem, ko pridem zjutraj v kopalnico, se upam pogledati v ogledalo. Jaz mislim, da se vsi ne upajo. Ne. Mislim, ja, ne, pa se pravim, jaz lahko vsakemu povem, zakaj sem to tako naredila, mislim, kako sem se odločila, na podlagi katerih dejstev in standardov in praks sem se odločila, ne, in dejansko problem recimo koroške deklice je to, nažalost je deklica že pokojna. Ona ni dočakala velike starosti, ne, mislim visoke starosti, ona je umrla pri 17, ne, ampak tudi kaj se je toliko časa vlekel, da so ljudje na koncu že vsi pozabili, kaj je takrat bilo, ne, kar tudi ni v redu, če pač eni drugi sistemi potem ne delujejo dovolj učinkovito, ne, in ljudje pozabijo, zakaj se je sploh šlo, ne, takrat so se pač razburjali vsi glede vsega, ne. Vsak ima svoje mnenje, ne. Težko je bilo pač, tudi novinarji, mi smo bili takrat razklani, slovenski medijski prostor je bil razklan, ne. Eni so pač tako poročali, eni so tako poročali in jaz verjamem, da je pol človeku težko se odločiti, komu boš verjel. In še posebej, če šele 10 let, mislim, če šele čez 10 let zveš, kaj v resnici bilo in kako se zadeve končujejo, ne. Ampak kot rečeno, jaz mislim, da če si medijsko pismena oseba, da si moraš vzpostaviti neko mnenje o enih novinarjih, kolumnistih, čemorkoli, ki jim zaupaš. Slovenija na srečo po eni strani dovolj majhen prostor, da lahko to narediš. Ne? In tako kot v tem primeru, takrat sem jaz imela 2 vira informacij, za katero bi narekovaji dala roko v ogenj, ki sta mi govorila diametralno nasprotne informacije. Torej, jaz sem mogla ugotoviti, kjer vir me očitno zdaj zavaja. Ne? In tako je tudi pri medijski pismeni osebi. Ne? Ti moraš ves čas seveda zaupati, ampak hkrati pa biti pozoren. A se je mogoče kaj spremenilo? Ne? Ker kaj pa, če se je novinarju kaj zgodilo? Mogoče pa prestopil, pa drugače razmišlja, pa ne vem, izhaja iz drugih, mislim, ne dejstvo, ampak mogoče so se njegove vrednote čisto spremenili in komentar je zdaj drugačen, kot je bil. Ne? Moramo vprašati, zakaj se je to zgodilo, a mu bom še zaupal, ne? A še zmeraj temelji njegovo mnenje na dejstvih in tako naprej. Ali pa temelji na čemu drugemu. Jaz mislim, da ravno tudi to velika težava, ker nekako pri ljudeh velja prepričanje, da novinarji samo iščemo neke zdrahe in da pač želimo nekomu škodovati. Ne? Ja. To je res, ja. Ampak dejansko naša naloga je, jaz sem delal en primer potnih nalogov in potem so me vsi spraševali, pa kaj imaš ti proti tem županu, da pišeš o teh potnih nalogih? Siko, jaz nič. Jaz sem jih samo seštel, pisal si jih, on sam. Ja. Mislim, seveda, ne, zato pa jaz poudarjam, ker je ta nekako pač ideja, da novinari smo 7. sila, ki nadzorujemo, ne? Lahko to spremenimo percepcijo in rečemo, novinari smo tisti, ki opozarjamo na nepravilnosti in govorimo za vas, ker tako teka državni denar.
Če hočemo više plače za medicinske sestre, ki sem jih prej omenjala, ali pa vzgojiteljice, ne, je treba biti pozoren, da ta denar ne oteka kar nekam. To pa ni, da imam jaz proti nekomu, ampak pač samo spremljam, kaj se dogaja. Sem transparenten pri tem, kar jaz delam in transparentno spremljam, kaj drugi delajo. Oziroma, želim, da so drugi transparentni pri tem, kar delajo. Žal se je treba zavedati, da politiki delijo naš denar, ne? Seveda, politiki delijo naš denar. Ne? Zato pa meni je bil všeč v končni fazi ta plakat, ki smo ga dobili na domove, kjer je pisalo tok in tok. Skoraj 2 milijarde grejo za šolstvo. Jaz, ko sem še na zadnje šolstvo pokličala 1 milijarda 300, mislim, da se je to blazno razširilo, ne? Kar ni mogoče nič narobe. Sam naj mi povejo, zakaj se je razširilo. Ne? Ker to je velik budžet. Ne? Recimo, ne vem, pol je tok in tok za vojsko ali pa za varnost, tok in tok za zdravstvo, recimo, ne? To je fajn vedeti, zakaj je to denarja, kam ta denar gre tu spremljati. Lahko se vrnemo k temu, NVO smo paraziti. Ok, smo paraziti. Zakaj smo paraziti? Ker smo na razpisih. Ampak zakaj se tudi DOO-ji so na razpisih? Samo da oni si lahko dobiček izplačajo, jaz si ga pa ne morem. Ne? Vse zadnji sem prebral en komentar ravno o teh nevladnikih na splošno, ne? Da je preveč posploševanja, ne? In se pol so tudi politiki začeli pojasnjevati. Ne? Dejansko se pa res vidi, da eni nevladniki so pa res podaljšana roke. Ampak pol smo spet ene tam in druge politike. Pri 3 fantih, ki kadijo travo na šolskem igrišču, zapravijo pa šolsko igrišče. A lahko prosim se ukvarjate z onimi 3 fanti, ki kadijo travo na šolskem igrišču in pustite odprto šolsko igrišče. Če je kakšna nevladna organizacija krši zakonodajo, jo prosim sankcionirajte, ostale boste primerjali, ne govori, da smo paraziti, ker to pa vpliva na moje duševno zdravje, ko smo se prej pogovarjali, ko se rečem, pa čak, zakaj bi se sploh to še šla, pa če bi se jaz mogoče zaposlila kje druge, pa imam mir. Pa tudi na odnos potem z bralci, s poslušalci, ker te potem poskušajo pač črniti kot. Ne? In zelo dobra aplikacija je ta Error, to smo mi preživeli lani, ne? Ta supervizor, ne? Ko so potem ti naši nasprotniki, ko pač niso vedeli, kako nas ne utišajo, ne? So pač limali tiste tabele, koliko mi dobimo denarja od tam in koliko. Ne? In ljudje nasedajo, ker vidijo pač neko cifro, nikjer ne piše, da je to dohodek večjih let in tako naprej. Meni se zdi ful zabavno, ne, zaradi tega, ker jaz sem imela v enem obdobju in na skrajni levi in na skrajni desni v medijih. Časoris je pa nenadoma dobil 17.000 evrov od Ministrstva za kulturo, prej pa nikoli. Le zakaj? Zato, ker se prej še nikoli ni prijavil na razpis. Če bi me mogoče kdo to vprašal, bi mu to jaz povedala. Ne? Le zakaj sem jaz dobila takrat denar od ministrstva, ker sem se prijavila na razpis? No, jaz sem doživel primer, sem kandidiral za urednika čistenega lokalnega glasila in so potem rekli, da nisem primeren, ker sem jaz od prejšnjega župana. Potem je ta župan končal svoj mandat, pa je prišel stari župan nazaj, pa me spet niso hoteli potrditi, ker sem pa jaz od tega prejšnjega župana. Ne? Se pravi, na koncu malo je našizma, malo je pa tudi včasih fajn, če te ne, tako kot je Žižek rekel, če me ne levi, ne desni ne marajo, pa že nekaj prav delam. Ne? Pol je pa sigurno res. Ne? Jaz vedno povem, ne, ko dobim tudi kako pritožbo, dejansko tudi na občinskih svetih, občinski svetniki razglabljajo, da naš časopis ni v redu, da smo ne vem, kam, enkrat smo levi, drugič desni. Ne? Jaz vedno rečem, če mi občinskim politikom ni všeč, kar delam, to pomeni dobro delam. Tako, zdaj smo že skoraj prišla do politike, zato je boljše, da končamo. Da končava. Sonja, še enkrat hvala, da si vzela čas, da smo lahko pri tebi, gostovali pri tebi. Najlepša hvala, da ste prišli v Ljubljano, ne na ta deževen dan. Sploh ni problema. Vam, gledalci, poslušalci, pa seveda hvala, če ste si ogledali naš podcast. Če vam je bil všeč, nič ni narobe, če pritisnete kakšen všeček, seveda pa tudi nič ni narobe, če imate otroke, da skupaj odperete stran časoris.si in si pogledate, kako se boriti proti zlu sodobnega časa, to so dezinformacije ali lažne novice. Še enkrat hvala, Sonja, in seveda hvala za knjigo. Najlepša hvala. Ovtar24.si izvaja pobudo, ki jo podpira Inštitut za odprto družbo Sofia in jo sofinancira Evropska unija v okviru projekta Media Resilience. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča njihovih avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije, Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo ali Inštituta za odprto družbo Sofia. Niti Evropska unija, niti EACEA, niti OSIS ne morejo biti odgovorni zanje.